Dober dan. Danes nadaljujemo s predstavitvami drugega paketa ukrepov za blaženje posledic epidemije, ki ga je vlada skupaj z dopolnili prvega paketa sprejela na torkovi seji. Še prej pa želimo obvestiti o nekaterih novih vladnih odločitvah, ki so bile sprejete na včerajšnji dopisni seji. Najprej vlada je izdala sklep o izmenjavi podatkov o karanteni med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Slovensko policijo. Policija lahko nudi pomoč pri zagotavljanju spoštovanja odrejenih ukrepov osamitve, karantene ali obveznega zdravljenja tako, da NIJZ na predlog zdravstvene inšpekcije policiji posreduje osebne podatke oseb, katerih spoštovanje ukrepov je treba preveriti. Policija pa mora o ugotovljenih kršitvah obveščati NIJZ, ta pa policijo o vseh spremembah ali ukinitvah teh ukrepov. Sklep velja od danes naprej. Gre za pomemben korak k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov osamitve in karantene, kar bo omogočilo še bolj uspešno zajezitev novega koronavirusa. Zahvaljujem se policiji in NIJZ za uspešno sodelovanje na tem področju. Drugič, vlada je določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike in kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom. Ocena skupnega mesečnega finančnega učinka za javni sektor znaša 39 milijonov in 200 tisoč evrov, od česar je razumljivo največji del sredstev namenjen zdravstvu, sledi pa socialna varnost in drugi bolj izpostavljeni poklici, na primer na policiji in na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot tretje je vlada izdala odlok o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke. Zaradi povečanega povpraševanja po zdravilih na globalni ravni in za preprečitev motenj v preskrbi zdravili lahko lekarne izdajo le eno pakiranje zdravila brez recepta na osebo. Včeraj pa sta prek videokonference potekala tudi zasedanji Sveta za splošne zadeve in Sveta za zunanje zadeve Evropske unije. Države Evropske unije so se na krizo odzvale različno v luči obsega in hitrosti epidemije COVID-19. V Sloveniji smo najbolj občutili razmere v Italiji in ukrepe, ki so jih sprejele Avstrija, Madžarska in Hrvaška, naše sosede torej. To so naše sosede in z njimi smo hitro našli tudi načine, da smo vzpostavili koridorje za tovorni promet, si pomagali pri vračanju naših državljanov domov. S pomočjo Madžarske smo na primer še konec tedna domov pripeljali naše državljane iz Kambodže. Vse to je evropska in ne zgolj bilateralna solidarnost. Evropski ministri za zunanje zadeve in Slovenijo je zastopal zunanji minister dr. Anže Logar so včeraj skupaj razpravljali o pomoči in ukrepih Unije. Da za zajezitev pandemije COVID-19 na globalnem zemljevidu tudi v skupni evropski akciji repatriacije vseh evropskih državljanov, ki se še nahajajo v državah izven Unije. Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Gašper Dovžan je včeraj s svojimi evropskimi kolegi pristojnimi za evropske zadeve prav tako razpravljal o primerih dobrih praks in ukrepih usklajenega sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije. Izkušnje držav so različne. Slovenija je predstavila raziskavo, ki jo izvaja pod vodstvom profesorja dr. Petrovca, da bo lahko na osnovi strokovnih in preverljivih rezultatov sprejela nov paket ukrepov sproščanja. Švedski kolega je predstavil načine, kako se z epidemijo COVID-19 borijo na Švedskem. Pravzaprav vsi člani 27-članske družine so se strinjali, da Unija rabi skupne in usklajene ukrepe sproščanja, ki morajo upoštevati specifiko posameznih držav.
Razprava o načinu, kako na poti iz pandemije COVID-19 in kako pomagati evropskemu gospodarstvu, se bo danes nadaljevala na ravni voditeljev Evropske unije. Udeležil se je bo tudi predsednik vlade Janez Janša. Ključni temi bosta izhodna strategija Evropske unije iz epidemije ter ukrepi za blaženje posledic krize, ki jo je epidemija povzročila. Napori za oblikovanje finančnega inštrumenta, ki bi vsaj del bremena razporedil solidarnostno, še potekajo. Slovenija se še naprej zavzema za skupno rešitev, ki bi zagotavljala ne samo uspešen izhod iz krize, ampak tudi uspešno popotnico za nadaljnji razvoj in predvsem za prihodnost Evropske unije. Unija je močna toliko, kot so močne njene države članice, zato tudi na tej ravni velja, da skupaj vendarle zmoremo. Sedaj pa dovolite, prehajam na osrednjo temo današnje novinarske konference. To so novi ukrepi za blažitev posledic epidemije. Ukrepe svojih področij, pa tudi druga ključna vprašanja v povezavi z epidemijo, bodo predstavili minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj kot prvi, potem ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec, za njo ministrica za pravosodje, magistrica Lilijana Kozlovič in minister za okolje in prostor, magister Andrej Vizjak. Minister za gospodarske dejavnosti in tehnologijo, ki je bil napovedan za danes, bo gost jutri zaradi neodložljivih obveznosti danes, ampak kot rečeno, jutri se vidimo. Zdaj pa besedo najprej predajam ministru Janezu Ciglerju Kralju, saj v njegov delokrog sodijo v tem času prioritetna vprašanja stanja v domovih starejših občanov. Gospod minister, prosim. Hvala lepa, gospod Kacin. Spoštovane in spoštovani, dober dan. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo že v okviru prvega zakona, ko smo ga sprejemali, pripravili številne ukrepe, s katerimi bomo pomagali preživeti ta čas kriznih razmer oziroma poskušali omiliti posledice pandemije, tako za prebivalstvo kot za gospodarstvo. Dovolite mi, da ponovno spomnim na to, da smo že s tistimi prvimi ukrepi zajeli okoli 1 milijon ljudi. V tem so zajete različne skupine prebivalstva, med njimi starejši, velike družine, socialno ogroženi, prav tako zaposleni, samozaposleni in študenti. Z novelo, s katero dopolnjujemo in na nek način v določenih primerih odpravljamo nejasnosti ali popravljamo te nejasnosti, ki so se že pokazale v praksi pri izvajanju prvega zakona, pa dodajamo širok nabor ukrepov za zajezitev posledic pandemije COVID-19. S tokratnimi dopolnitvami prej omenjenemu 1 milijonu ljudi dodajamo okoli 220 tisoč ljudi. Naš ključni cilj je ljudem olajšati to težko in nezavidljivo obdobje in zajeti čim večje število ranljivih in prizadetih skupin prebivalstva. Ljudem dajemo sporočilo, da v teh razmerah niso sami. Naj v začetku kar dolgega nabora ukrepov oziroma popravkov omenim nov ukrep, in sicer začasno denarno nadomestilo zaradi izgube zaposlitve v času razglašene epidemije. Zahvaljujem se vsem, ki ste nas opozorili na to skupino ljudi, ki iz različnih vzrokov ne morejo oziroma ne dosegajo pogojev, da bi bili upravičeni do nadomestila za brezposelnost po zakonu o urejanju trga dela. To je ranljiva skupina ljudi in nekateri so izgubili oziroma se jim je prekinila pogodba o delovnem razmerju zaradi epidemije
drugim se je ravno v tem času iztekla pogodba za določen čas in se zaradi epidemije ni podaljšala. Če niso upravičeni do nadomestila plače po zakonu o urejanju trga dela, kot sem že omenil, jim bo pripadalo krizno nadomestilo za ta čas, in sicer v višini 513 evrov bruto, to je okoli 400 evrov neto. Oseba bo lahko to nadomestilo uveljavljala, če je bila pogodba o delovnem razmerju sklenjena pred razglašeno epidemijo in če bo v brezposelnost padla v času epidemije. Drugi ukrep, o katerem smo že veliko govorili in je posledica tega, da je ravno v tem času veliko povpraševanje in veliko pomankanje delavcev za delo v kmetijstvu, za sezonska dela v kmetijstvu. Poznamo potrebe hmeljarjev, vinogradnikov, sadjarjev in drugih. Skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo smo želeli čim bolje odgovoriti na to potrebo. Predlagamo, v zakonu je že predlagana rešitev, da se omogoči napotitev delavcev na sezonsko delo v kmetijstvu. To je seveda prostovoljna napotitev, pomembno pa je, da je to možno za delavce, ki so na čakanju zaradi epidemije, kot tudi za tiste, ki so v evidenci brezposelnih. Pomembno je, da se tistim, ki ste prejemniki nadomestila za brezposelnost oziroma drugih transferjev, ostale pravice ne zmanjšajo, če pri tem sezonskem delu, pri upravljanju sezonskega dela v kmetijstvu zaslužite do 400 dodatnih evrov. Skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo verjamemo, da je predlagan ukrep, predlagana možnost dovolj zanimiva, hkrati pa stimulativna, da se bi večje število ljudi odločilo pomagati slovenskemu kmetijstvu, kar je tudi pomembno, saj prideluje slovensko kmetijstvo zdravo, varno, lokalno hrano, kar smo v času epidemije še toliko bolj občutljivi in mislim, da smo vsi ugotovili, da to, kar si sami predelamo, je največje bogatstvo.